Sedaj pa se bomo na kratko dotaknili še zelo širokega področja pravic iz socialnih zavarovanj v primeru selitve med državami članicami Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švice. Na nas se obrača veliko oseb pred ali po selitvi, ki jih zanima, kako bo z njihovim zdravstvenim zavarovanjem, zavarovanjem za primer brezposelnosti, invalidskim in pokojninskim zavarovanjem in zavarovanjem za starševsko varstvo. Vsakega izmed vas najbrž tudi zanima, če bo v drugi državi, na primer, upravičen do zavarovanj na isti način kot državljani te države, če se bodo delovne dobe iz različnih držav seštevale, če boste lahko delovno dobo iz tujine lahko uveljavljali za pokojnino v Sloveniji, kako bo z denarnim nadomestilom, če bi ga potrebovali in podobno. Kot smo že omenili, je vsak primer res nekoliko poseben in odvisen od številnih okoliščin, ki lahko vplivajo na vaše pravice. Pomembno pa je, da med državami članicami EU, EGP in Švico velja nekaj načel, ki koordinirajo socialna zavarovanja med temi državami in jih je res dobro poznati, če se selite. Prvo načelo je to, da smo vedno zavarovani samo v eni državi. To načelo se upošteva tedaj, ko smo hkrati zaposleni v dveh državah. Drugo načelo je načelo enake obravnave. V praksi to pomeni, da imajo na primer slovenski delavci na francoskem trgu dela enake pravice, možnosti in tudi dostop do zaposlitve kot francoski delavci. Enako velja tudi za ugodnosti, ki niso neposredno povezane z zaposlitvijo, na primer s pravico do subvencioniranih železniških vozovnic ali do dodatne pokojnine ali pa do štipendije za vaše otroke in podobno. Tretje načelo zagotavlja seštevanje zavarovalnih dob iz različnih držav. Zato se na primer po potrebi delovna doba, ki ste jo pridobili v Švici, upošteva tudi v Sloveniji. Zadnje načelo pa nam nudi možnost prenosljivosti teh pravic med državami članicami in zato lahko na primer denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, ki ga uveljavljamo na Danskem, za 3 mesece oziroma največ 6 mesecev prenesemo oziroma izvozimo v Slovenijo, pri tem pa ohranimo višino in trajanje denarnega nadomestila iz Danske. No, za več vprašanj glede socialne varnosti se res kar obrnite na nas. Predlagam pa, da si sedaj ogledamo še nasvet svetovalke Katarine Kavčič na to temo. Situacije posameznika ali družine, ki se odloča za vrnitev v Slovenijo, so lahko zelo različne. In ja, v zvezi s pravicami socialnih zavarovanj se boste soočili z določenimi administrativnimi postopki. Da bo vaše soočenje s temi postopki čim bolj prijetno, je moj nasvet. Skrbno shranite vso dokumentacijo v zvezi z vašo zaposlitvijo v tujini, kot je na primer pogodba o zaposlitvi, plačilne liste, potrdila finančnih inštitucij, vašo številko socialnega zavarovanja oziroma identifikacijsko številko v tujini in pravočasno, še ko se odločate za vrnitev v Slovenijo, vzpostavite stik z mano ali z mojimi sodelavci, ki vam bomo posredovali informacijo prilagojeno vaši konkretni situaciji. Prepozno pridobljena informacija je včasih lahko povezana tudi z izgubo določene pravice ali pa povzroči dodatne administrativne postopke.